začneva z koalicijskimi pogajanji, kje smo ta hip, me zanima tale konec prispevka, ne, torej grožnja s tem, da bo vložena tožba zaradi vaših izjav o veleizdaji. Gre seveda za paraobveščevalce izraelske, takrat ste v studiu izjavili, sicer v žaru predvolilnih soočenj, da gre za izdajo domovine, kar je zelo huda obtožba. Boste umaknili to obtožbo, se opravičili? Glejte, nobena tožba ali grožnja me ne more prepričati, da ne gre za največji škandal v zgodovini Slovenije, ko so tuje paraobveščevalne agencije, oziroma ena, to je Black Cube, naredile vse, da bi vplivale na slovenske volitve. Včeraj smo imeli svet za nacionalno varnost. Na tem svetu je direktor obveščevalne agencije Sova slovenske predstavil nedvoumne dokaze vsem prisotnim. Med njimi je bil tudi Janez Janša, mimogrede. Nesporne dokaze, da je ravno to podjetje Black Cube, izraelsko podjetje, bilo tisto, ki je celotno kampanjo izpeljalo in da so njeni operativci bili identificirani, prepoznani in da ni nobenega dvoma, kdo je bil izvajalec. Hkrati je isti direktor zelo jasno povedal, da so predali policiji dokaze o tem, da so bili vrhovi tega podjetja na obisku na stranki SDS. Ta zgodba je bila včeraj potrjena. Zakaj je to pomembno? Samo pod vprašanje, ni pa neposrednih dokazov, da je ta stranka naročila te prisluhe oziroma ta snemanja? Glejte, to bo ugotovila preiskava. Jaz verjamem, da bojo organi pregona znali opraviti. Včasih se da kakšno stvar skriti. Jaz mislim, da v tem primeru bo to zelo težko, ampak nisem sam član teh organov, bojo organi to opravili. Prav, greva naprej. Kako potekajo, gospod predsednik, pogovori o koaliciji, s kom, koliko časa bodo trajali? To javnost pač zanima. Jaz naj najprej povem, da ti pogovori so vedno dolgotrajni, vedno zahtevajo več mesecev in tudi tokrat ne bo nič drugače. Prvi datum, ki je pred nami, je 10. april. Takrat se odloča o predsedniku državnega zbora in takrat se običajno pokažejo prvi obrisi koalicije. Predtem nikakor, takrat pa prvi obrisi. Se bodo pokazali? Jaz sem zmerni optimist, da bi takrat lahko dobili predsednika oziroma predsednico, ki bi bil z bodočo koalicijo usklajen, najmanj pa kar je, rabi 46 glasov, kolikor rabi potem tudi koalicija. Tukaj se sem zmerni optimist. Že v preteklosti zalomilo, ne? Boste vi ustrajali, da je to član Svobode? O ničemer ne bi v tem trenutku govoril, tudi ne o kakšnem ustrajanju. Iskali bomo kandidata, ki bo dobil 46 glasov. In jaz mislim, da smo na dobri poti, da do tja tudi pridemo. Potem pa sledijo prava pogajanja o koalicijski pogodbi in ta lahko trajajo, kot se neko vedno, tudi prejšnjikrat so več mesecev. Glejte, včeraj ste napovedali, da si želite vlado narodne enotnosti. Kaj točno s tem mislite? Kaj je vlada? A je to neka začasna vlada? Je to vlada samo na določene teme? Kaj je vlada narodne enotnosti? Žal, zaradi popolnoma nespametnega napada Združenih držav in Izraela na Iran, živimo v času, ko prihaja mogoče celo ena najhujših gospodarskih kriz, kar smo jih bili priča. Če se bodo ti napadi nadaljevali, tako kot nekateri še kar napovedujejo, naprimer Izrael, še tedne in tedne bodo posledice za cel svet, tudi Evropo, zelo velike in Slovenija je med njimi. Zaradi tega je nujno, da se danes, ko pravih posledic v Sloveniji še ne čutimo, razen na dvigu cen naftnih derivatov, da danes naredimo vse, da sprejmemo zakonodajo, še preden bo koalicija, da sprejmemo interventno zakonodajo, s katero ublažimo učinke krize in v bistvu pomagamo ljudem in državi. Zakaj je narodna enotnost? Zaradi tega, ker vlada je že danes polno funkcionalna, pa vendar, če želimo skozi parlament spraviti interventno zakonodajo, potem želimo imeti čim širšo podporo. In ja, jaz bi si želel, ker so časi res hudi, ne samo danes, ne samo naslednji mesec. Jaz bi si želel, da bi imeli v vladi trajno, čim širše politično zastopstvo, zato da uravnotežimo na eni strani socialno državo, ki smo jo krepili cel prejšnji mandat,
z razvojnimi temami, z gospodarskimi temami, tudi nižjimi davki, da ne bo nesporazumov, ki jih zagovarja zmerna desnica. Želel bi si vlado, ki bi bila uravnotežena. Da. No, gledajte, skratka, dobili ste, nekako razumemo, zeleno luč od teh, ki so se udeležili za to interventno zakonodajo, ki bo sprejeta še preden bo nova vlada prisegla. To je bilo danes. Ne? Za naprej pa je to seveda ostaja odprto, zdaj pa dve stvari zanimate. Niste povabili SDS-a, ne? Rekli ste, povabili smo vse demokratične stranke, ne, s tem implicite poveste, da pač ne razumete SDS kot demokratična stranka, vendar je to stranka, ki je dobila več kot 300.000 glasov volivcev. To je stranka, ki je ne morete kar spregledati, ne? Zakaj jo niste povabili? Prepričan sem, da je nihče ne more spregledati, tudi glede na njihove akcije, s katerimi poskušajo vreči legitimnost volitev in tako naprej. Nihče jih ne more spregledati, ampak to pa ne pomeni, da lahko z njimi sodelujemo. Sam sem povedal, da z Janezom Janše nimamo namena sodelovati po volitvah in ničemer ne morem spremeniti svojega mnenja. Veste, zakaj ne? Niti pri stvarih, ki so nacionalnega pomena, kot je energetska kriza, inflacija in tako naprej. Ko bo ta zakonodaja prišla v parlament, seveda jo lahko vsakdo podpre. Ampak danes smo se pogovarjali o eni drugi zadevi. Kdo se je pripravljen vključiti v zasnovo in pogovore, še preden vlada to obravnava? In ponovim, ne. Stranko SDS in njenim vodjem ne nameravamo sodelovati, preprosto zato ne, ker mu niti najmanj ne zaupamo. Jaz žal nekomu, ki je pripravljen sodelovati s tujci zato, da vpliva na volitve v svoji lastni državi, ne, žal takemu človeku ne morem zaupati. Ampak gledajte, tukaj je tudi Nova Slovenija, ne, Nova Slovenija, SLS Fokus so pa odklonili, ne, so dobili vabilo, ne, na njih računate? Jaz, gledajte, kot sem rekel, cel proces se bo še naslednje mesece odvijal. Mi naslednjič se dobimo, na primer, že v sredo. Vabilo bomo ponovno pozvali tudi na trojček. Jaz upam, da se bodo nekoč v prihodnosti tudi oni odzvali. Zakaj? Na eni strani zato, ker vem, da se jim gre za interes gospodarstva, interes kmeticev, interes obrtnikov in ravno ti sektori bodo zaradi krize najbolj prizadeti. Jaz verjamem, da bo tudi pri njih premagal razum, pa bomo moč dali na stran te delitve iz kampanje, iz predvolitev in se skupaj posvetili pomoči tem sektorjem. No, vlada narodne enotnosti, kot pravite, torej neka široka vlada, kjer je različne stranke, ne. Problem je v tem, da imajo zelo različne stališča, na primer o zdravstvu, tudi o davkih, tudi o gospodarstvu, ne. Ali to, da se pogovarjate in z demokrati in z SLS Fokusom, ki vemo, kaj zahteva razbremenitev gospodarstva, torej popolnoma nasproten program imajo kot recimo Levica in tudi so že povedali, da z Levico ne bodo sodelovali, pomeni, da bi se odpovedali Levici. Lejte, na začetku vsak postavlja svoja pogajalska izhodišča in na začetku procesa si vedno najdlje narazen. Danes smo že na podlagi tega sestanka uspeli zbližati stališča na dveh področjih. Ne na vseh, na dveh. Prvo je interventna zakonodaja za soočanje s krizo in krepitve odpornosti Slovenije in drugo je bil sistemske spremembe za bolj učinkovit boj proti korupciji. Na tem področju smo bili danes vsi enotni. Želimo, da ljudje dobijo zelo jasne odgovore tudi na vso vsebino iz teh prisluhov, ki je bila pridobljena. Želimo vsi, še najbolj sam, da se stvar razčisti čim hitreje in, če je potrebna sprememba zakonodaje, da bojo organi pregona še bolj učinkoviti, jo bomo tudi izpeljali. Mogoče še celo pred sestavo vlade. To je bil danes dogovor. Začnemo delati takoj prihodnji teden. A to vsebuje tudi, recimo, demokrati predlagajo reorganizacijo, ne ustanovitev skupine Skok. Pogovori o tem bodo stekli takoj naslednji teden. To je bil danes dogovor. Dobro. Stranka Resnica, jo vidite v vladi? Kot oni pravijo, da so konstruktivna opozicija. Glejte, vsak bo izbral svojo pot. Mi se bomo pogovarjali z vsemi, razen z SDS. In jaz sem prepričan, in danes se je to pokazalo, da lahko vsaka stranka, tudi Resnica, konstruktivno prispeva k boljšim rešitvam. Ali bodo na koncu v vladi ali ne, je šele naslednji korak. Mogoče niti ni najbolj pomemben. Tisto, kar je danes najbolj pomembno, je čim boljše rešitve za ljudi in čim prej. Poglejte, nekateri tudi zahtevajo, tudi med strankami, ki jih vi vabite na pogovore in ki jih vidite nekako v tej vladi narodne enotnosti, predlagajo, da se umaknete vi, pravijo, vam ne zaupamo. V kakšnem primeru ste se vi pripravljeni umakniti? Oziroma, bom drugače vprašala, dokod boste šli, koliko časa boste vztrajali in kje je tista točka, kjer boste v bistvu rekli ne, pač te vlade ne bo in predali mandat naslednji stranki? Glejte, glede na rezultat volitev nimam tega luksuza. Ne morem si tega privoščiti. Glede na to, da so volivke in volivci odločili
in meni namenili največ glasov, Svobodi namenili največ glasov, je na nas, da izpeljemo vse potrebno, da sprejmemo odgovornost, izpeljemo vse potrebno, da poskusimo tako vlado sestaviti. To ni moja osebna kaprica, ampak je taka volja volivk in volivcev. In jaz te bom tudi spoštoval. Dobro, danes je bila pogovor, to ste rekli, energetska kriza in interventna zakonodaja. Lahko poveste, za kakšno zakonodajo točno gre, kaj naj bi vlada pač sprejela oziroma parlament že v novi sestavi, še preden bo sestavljena vlada? V tem trenutku že poteka delo v skupinah. 3 področja so. Prvo področje je energetika. Pri energetiki je najbolj pomembno, da ta šok naftni na nek način zajamemo dovolj zgodaj in preprečimo, da bi vplival na ostale energente. Pri tem imam v mislih predvsem zemeljski plin, kjer je treba zgraditi strateške rezerve, ki jih niso nujno potrebne in zato jih tudi nima. Evropa jih nima, ne? Nima jih. Slovenija bo sama poskrbela zanje in hkrati moramo poskrbeti za zaloge energentov za proizvodnjo električne energije. To je ključno pri energentih. Hkrati moramo poskrbeti, da ne bo takih zapletov z logistiko, kot so bili še pred enim tednom, in tudi to je sestavni del te zakonodaje. To je energetski del. Potem imamo kmetijstvo, hrano. Treba je poskrbeti, da bo dovolj gnojiv. Gnojiva so prvi učinek energetske krize, se vedno prenese na gnojiva, kjer cena zelo zrase. Tudi tu nimamo strateških rezerv, njih bomo oblikovali tudi na nivoju države. Zato, da bomo za naslednja leta preskrbljeni s tem strateško surovino. Hkrati pa moramo poskrbeti, da se tako cene energentov ali gnojiv ne bodo prelile avtomatsko ali pa v čim manjšem obsegu v cene hrane. Ljudje so že dosti pretrpeli zaradi ukrajinske vojne, zaradi inflacije, ki je tu izhajala. Moramo poskrbeti, da bojo vpliv na cene hrane v Sloveniji čim manjši. In tretji segment je gospodarstvo. Gospodarstvo je v primarnem fokusu za cel mandat naprej, ampak zdaj se moramo soočiti s tem, da je gospodarstvo v Evropi že tako res hendikepirano, oteženo zaradi visokih cen energije, spet zaradi ukrajinske vojne. Na vrh tega, če pride še dodatna podražitev energije, enostavno ne bojo zmogli. Moramo najti ukrepe, s katerimi bomo razbremenili gospodarstvo, tako cene električne energije kot zemeljskega plina, za naprej. Plus, razmišljamo tudi o tem, kako ciljno razbremeniti davčno, kako razbremeniti delo, pa če tudi samo kot interventni ukrep zaenkrat, da spodbudimo večjo produktivnost v tem istem gospodarstvu. To še preden bo sestavljena vlada, bi že razbremenili gospodarstvo, ne? Poudarjam, v enem delu ne govorimo o nekih splošnih davčnih olajšavah, zato ker vedno vsaka razbremenitev mora imeti vir. Mi ne moramo samo nižati, če nimamo kje vzeti. Mi nimamo niti rezerve v proračunu, ne? Rezerva je sorazmerno majhna. Najbolj pomembno pa je, da tisti denar, ki ga bomo za to namenili, ciljno usmerimo tja, kjer bo učinek na produktivnost v gospodarstvu, spravi na ustvarjeno vrednost, največji. In to se tudi zdaj razmišlja. Dobro, gospod predsednik, rekli ste, prvi datum je, prva seja državne, 10. april, takrat bomo že videli obrise koalicije, ne, ste rekli? Mogoče bo tudi že prej kaj jasno, ker sestanki potekajo vsak dan. Dobro. Nekateri so javni, nekateri so ne, ampak... V glavnem niso javni, ja. In prav je tako, pogajanja vedno potekajo za zaprtimi vrati, ker sicer je se težko kaj dogovoriti, ampak 10. aprila pa mislim, da bi pa že moralo biti vidno, ali je možno, da pridemo do koalicije še pred poletjem.